Dobro jutro vsem, ki nas poslušate na to petkovo jutro po še eni odlični in neverjetni tekmi Lakersov in še posebej našega Luke Dončiča. Po 24 urah in potovanju iz Houstona v Miami smo pričakovali, da bodo Lakersi, vsaj jaz sem pričakoval, da bo to tisti scheduled loss, kot rečejo Američani. Torej, tekma, ki je predvidena za poraz, zato ker sledi, mislim, da je bila tretja tekma v 5 dneh, 3 gostovanja zaporedna, sicer 2 v Houstonu, ampak vseeno. In to, kar se je zgodilo, jaz ne vem, kdo je to pričakoval. Še posebej po tem, ko smo videli Lukovo krvavo koleno po Houstonu, čeprav smo že navajeni iz tistih play-offov, da Lukovo krvavo koleno ne pomeni nič slabega. Ampak preden gremo na tekmo, vsi, ki nas poslušate na YouTubu in drugih platformah, lepo prosim za lajke, za subscribe, tisti, ko še niste, za zvonček, da se vam pokaže vsaka naša nova epizoda. Hvala lepa in gremo. Blaž, ti si rekel, da nisi uspel pogledati cele tekme, ampak sem prepričan, da si gledal vsaj drugi polčas in Lukovo eksplozijo po 21 točkah v prvem polčasu. Ja, mislim, to je bilo kar, predvsem na to, kar si že povedal, je bilo kar fascinantno, glede na vse to, kako so mogli potovati in v bistvu so, mislim, da prišli ob 5 zjutraj v hotel šele, in potem zvečer takale tekma in taka predstava, mislim, to je maestralno. Res nimam v bistvu presežnikov za nekaj takega in res je zdaj smešen po tem enem tednu, kako se zdaj o Luki spet govori kot o enem tistem glavnih kandidatov za MVP-ja in celo Ne še, ne še. No, ampak Na stavnicah je padel a ja, je proti padel celo. SGA-ju. Mislim, Ja. jaz sem odzive na socialnih omrežjih videl in mislim, recimo celo Perkins, ke vemo, da je tisti hejter, a ne, je celo nekaj pač v tem stilu izjavil, ne, da so njegove delnice nekaj zrastle, tako da mislim, to mi je kar fascinantno, ker v bistvu, ja, okej, res so bile to izvenzemeljske predstave, ampak ni tako, da bi igral celo sezono slabo, a ne. Ja, priročen izgovor je zdaj, ko se je žal zgodila ena zelo neljuba poškodba Cade'u Cunninghamu, ki ga je Perkins imel v first team All-NBA pred Lukom. Namreč sesedlo se mu eno pljučno krilo, ne bi poznal te, ko bi rekel, medicinske zdravstvene težave, ampak en sodelavec se mu je to zgodilo in mislim, če se to zgodi enemu, ki ni športnik, pa ga 3-4 mesece ni in ima težave vsako leto, jaz si ne predstavljam, kaj bo potem pri Cade'u, ki mora dati 100% od sebe vsako tekmo, pa tudi na treningih. Upam, da bo v redu. Ampak če se vrnemo k tekmi, tekma se ni začela po željah Lakersov, še zdaleč ne. Miami so bili zelo poskočni, zelo živahni, zelo dobro obrambo igrajo in moramo poudariti, da so Lakersi zdaj v 3 dneh oziroma zadnje 3 tekme, torej seveda 2 proti isti ekipi Houstonu, igrali proti 2 obrambam, ki so med najboljšimi 10 v celi ligi. In proti takim obrambam, da lahko Luka da toliko točk, ne samo točk, počne se še vse ostalo, celo 5 ukradenih žog je imel v tej tekmi proti Miamiju, je res vrhunsko, vrhunsko. Miami drugače ne igra tiste, kako bi rekel, klasične košarke z dosti bloki oziroma skoraj brez blokov igra, ampak bolj na 1-na-1 prodiranja in potem iz tega prodiranja podaje ven naslednjemu, ki prodira ali pa ki čaka na trojki. Res zelo dosti gibanja v napadu imajo. In na začetku je to povzročalo kar precej težav Lakersom, ki so normalno, kot si rekel, prišli tako pozno v mesto in začeli malo na levi nogi, no. Ampak so se hitro zbrali, Luka je tudi po 21 točkah v prvem polčasu držal Lakerse v igri, LeBron z odličnimi podajami po nekih drugih akcijah, ko je Luka sesul obrambo, tudi držal vse skupaj, vse niti v svojih rokah in Mogoče sam kot dodatek, pač to je bil ja. že 124. trojni dvojček LeBrona v njegovi karieri. Omar, ja. Mislim, ima jih več kot Luka, ampak Luka ga uspešno lovi.
Ja, prvi polčas se je zaključil malce boljše, potem je pa prišla ta tretja četrtina oziroma cel drugi polčas, ki ga po moje Blaž lahko ti malo rišeš. Ja, ne vem, mislim, za meni je izgledalo tako, kakor da karkoli so si Lakersi zamislili, je pač šlo skozi. Se pravi, dejansko oni so začeli diktirati tempo, izgledali so bistveno bolj živahni kot v prvem polčasu. Ne nazadnje, mislim, sej to se je nakazovalo že v drugi četrtini, pol so v tej famozni njihovi tretji četrtini dal še v prestavo više. Mislim, to je bilo. A veš, to je zdaj tisto, o čemer so se že recimo včeraj pogovarjali. Ne? Zdaj igrajo tako zelo dobro in tako nekako všečno košarko, nekako so najdel zdaj zgleda to kemijo, ki jim kako nekako povezati celotno ekipo, da jih je užitek gledati. Veš, pač igrajo dobro košarko, igrajo košarko, ki je v narekovajih entertaining, kot rečejo Američani, je zabavna, te povleče k ekranu in ja, mislim, to je bilo, res jih je bilo užitek gledati. No. In potem itak še Luka kot pika na i, a ne, mislim, sej, a veš, smo Slovenci in pač, ko Luka svoje dela in ko čara na igrišču, si še toliko bolj navdušen nad vsem skupaj. Mogoče, ne vem, če smo omenili statistiko, na koncu 60 točk, 18-30 met iz igre, ja, se je kar razmetel, 9-17 trojke, se pravi več kot 50% za tri, 15-19 prosti meti, 7 skokov, 3 podaje, 5 ukradenih žog, kjer spet, a ne vemo, da Luka v tej sezoni je pri vrhu med branilci pri ukradenih žogah, kar za nekoga, za katerega trdijo, da ne igra nobene obrambe, je kar fascinanten podatek. Tako da, mislim, ja, lej, pač ne vem sploh, kako bi opisal drugače to, kot pač samo zabavno od začetka do konca. Mislim, na začetku ti ne izgleda, da bo Luka dal toliko točk, ker vse 21 pik po prvem polčasu ni za njega nič čudnega, ampak ponovadi smo navajeni, da v drugem polčasu malce pade, da je mogoče malce bolj utrujen in še posebej po temu, ko se mu je Bam dejansko ulegel na hrbet po eni akciji in je potem Luka malce, se malce držal za hrbet in hodil, veš, ko oni 60-letniki, ki imajo išjas, ne, no, saj LeBron mu lahko že pokaže, kako to izgleda. Ampak, ja, mislim, pri Lukatu smo navajeni, da izgleda res, kot da bo lihkar se mogel ležt, razumeš, iti v bolnico in da ga bo mogli začeti zdraviti in potem se obrne in naredi še, mislim, 60 pik v eni tekmi, razumeš, prav neverjetno. Že pred tekmo so Lakersi napisali un injury report, da in LeBron je probable in Luka tudi z neko zadevo, ne spomnim se več točno katero. Ampak in takšna obramba, kot jo je igral Miami, je bila res težka za Lukota, zato ker ima res dosti dobrih obrambnih igralcev. Jaime Jaquez, recimo en izmed ključnih igralcev iz klopi za Miami sicer ni igral, ampak Lukota niso skoraj nič podvajali. Odločili so se, da bodo rekli, lej, naj zadene 50, pa bomo vseeno zmagali in na njihovo žalost je zadev 60. A te zanima še en fascinanten podatek okoli LeBrona? Seveda me zanima, povej. Ja, LeBron je svoj prvi met v zadnjih 7 četrtinah zgrešil šele v četrti četrtini te tekme. Se pravi, prejšnja tekma pa ta tekma je šel skoraj 7 četrtin brez zgrešenega meta. In je v bistvu v tem času metal 21-22 iz igre. O, Marija. Vidiš, to je, ko sprejmeš vlogo roleplayerja, ne? Ja, točno tako, ne, ampak mislim, kak podatek, pač tip dejansko 7 Ne, četrtin ni noro. zgrešil iz igre. Mislim, to je pač danes je v bistvu prvi met zgrešil tako bolj na začetku zadnje četrtine in ja, pač to je po mojem, če bi šli gledat kakšno statistiko, je verjetno to najdaljši niz brez zgrešenega meta, vsaj glede na vlogo, ki jo ima igralec, no, po mojem, v zgodovini lige. Mislim, res, to po All-Star breaku, oziroma recimo ta zadnji mesec, so Lakersi res prestavili v neko drugo dimenzijo.
Jaz mislim, tako kot smo se že včeraj pogovarjali, veliko tukaj pomaga tudi ta trade Kenarda, ker se mi zdi, da dejansko ta spacing, ki ga zdaj nekako minimalno doda. Sej, a veš, na koncu recimo danes je metal nič ena trojke, a ne. Ampak že to, da je ostrostrelec in da mu recimo, ko je sam na trojki, če mu nekdo poda, oziroma ga niti ne puščajo samega na trojki, ga pač pokrivajo, to da tej ekipi Lakersov precej veliko. In to je tisto, o čemer smo mi v bistvu noreli pol sezone, a ne. Ko smo govorili, ja, pač oni nimajo ostrostrelcev in nimajo obrambnih igralcev in enostavno se lahko zgostijo obrambe pod košem. In potem, a veš, Luka je najboljši, ko lahko prodira in kreira iz takih situacij. LeBron je najboljši, ko lahko prodira in kreira iz takih situacij. In zdaj, ko se jim malo odpre raketa, pa se, a veš, govorimo tako, mogoče se celotna raketa odpre samo za pol metra. Pri takih velemojstrih, kot sta Luka, LeBron, v končni fazi tudi Austin Reeves, je to dovolj, da se v bistvu celotna dinamika napada spremeni in to zdaj so v bistvu samo rezultati tega. In zdaj si vi predstavljate, da bi dejansko imeli še ena, dva taka v ekipi, kaj bi v bistvu lahko te Lakersi naredili letos. Ja, se popolnoma strinjam. To, kar si zdaj govoril, me je spomnilo na eno situacijo, ki po moje tle se noben ne spomni, ker ni toliko podrobno spremljal Houstona, ampak v enem momentu so Houston imeli Ryana Andersona, ki prihaja v sklopi, en tašen zelo visok krilni center, ki je odlično zadeval trojke. In ko mu je šlo, je bil Houston praktično neustavljiv. On je znal zadeti 3, 4, 5 trojk. Tudi ko mu ni šlo, on je zadeval trojke iz 2 metra za črto trojke. Tudi ko mu ni šlo, je stal tam zadaj in Harden je imel toliko prostora za skreirati, kar je hotel, da je potem, ko je Ryan Anderson odšel, bilo res malce težje. In to je točno ista situacija. Se spomniš, ko je bil, Marija, sem že pozabil njegove ime, kako je že, za koga so tradali Luka Kennard? Za Vanderbilt Gabe je bil, ne? Vincenta, ja. Ali ne, Gabe Vincent, ja. Gabe Vincent, ja. Ja, mislim, jaz imam problem, da ta dva sem skozi zamešval Vanderbilta pa Vincenta. Ja, ok. Ja, nadeli so mu nadimek Cardi G, ker je Cardio Vincent. Po temu se ga najbolj spomnim. Njega dejansko ni noben držal, ko je bil na trojki. In tisti človek, ki ga ni držal, je lahko vedno pomagal pri prodorih Luke, Lebrona, lahko je pomagal pri razbijanju loba. Tako da resen tašen strelec, čeprav je igral samo 13 minut, znal lih v tistih 13 minutah dodati nekaj ekstra prostora, zaradi katerega potem v njegovih minutah ne bodo Lakersi čisto skrahnili dol, ampak bodo uspeli zadržati nek rezultat, ki jih lahko potem pelje do zmage. Evo, to bi bil zelo vesel, če se kdo javi in pove mogoče kakšen vtise iz tekme, če se nobenemu ne da tudi prav, ali pa kakšen komentarček, da lahko še kaj pokomentiramo. Drugače pa, lej, MVP dirka za mene bi bila tukaj že končana, za mnoge je še vedno SGA tisti glavni kandidat, zato ker je najboljši igralec v najboljši ekipi. Ampak da mi pove, lej, proti Minnesoti in Brooklynu je bila že zmagana tekma in je tip mogel stati na preketu, da je dosegel unih svojih prekletih 20 pik, zato da obdrži ta, Si slišal mislim, novinarsko, rekel je, da sploh ni daj, no. vedel za to. To pa ne, da ni vedel in da ga ne briga in da mu je vseeno in da on igra samo zato, da zmaga. Stari, lej, jaz cenim, da hočeš imeti 20 pik niz, cenim to, lej, cenim 83 pik Bema, vse. Človek, razumeš, ljudje se morajo potruditi za to, ampak ne mi priti pol na novinarsko konferenco pa se dejansko lagati v faco vsem navijačem, razumeš. To mi je res brez veze. Ja, mislim, jaz bi imel tudi več spoštovanja, če bi prišel, ja, lovil sem ta rekord mi veliko pomeni. Sej pač, to je čisto normalno za vsakega. Sej, če si športnik, pa če si tekmovalen, a veš, mislim, sej ni nič narobe s tem, da imaš nekako te male cilje, ki ti pomagajo vsako tekmo. Sej, a veš, vemo, kako je z motivacijo, sploh ko so te dolge sezone, a veš, sej, pridejo tekme, ki se ti enostavno pač ne da igrati. Sej v končni fazi mi, ki rekreativno igramo košarko, kakšen dan pride, ko
greš samo zaradi tega, da se zlaufaš, ampak nisi pa lih prvoli, da bi igral, vse veš, kako je s tem. A ne. In veš, predstavljaj si zdaj še profesionalnim igralcem, ja, se lahko debatiramo o tem, da so plačani milijone za to, da igrajo skoraj vsak večer, ampak na neki točki ti tudi tam milijoni niso dovolj velika motivacija, da pač bi igral na 100% vsako tekmo. In pač rabaš te majhne motivacijske momente, ki ti pač pomagajo, da tudi mentalno včasih kakšno tako blokado prebiješ. In jaz s tem nimam nobenih težav, da pač ja, lej, jaz lovim te 20 pik rekorde in pač ne vidim s tem nobenih težav. Ne. Sam pač bod odprt, pa povej to dejansko, ne pol prijeti tam neki te fake, humble brag, no, ko rečejo Američani, se pravi to neka fake skromnost. No. Tako, ja, igrate neko skromnost, kot češ, da jo, ne vem, nisem vedel, veš. Kaj, a Bem ni vedel, da pri 81 pikah mu rabi samo še ena pika, da premaga Kobija. Valjda je vedel, razumeš, on ne bo šel zdaj pred novinarje, pa ga bo vprašali, zakaj nisi pri 80 pikah šel na klop? Ne vem, mislim, po jaz igram, da zmagam, ne, tudi če 30 vodimo. A sem imel 80 pik, sploh nisem vedel na tisti Ja, točki. ja. Ampak ok, ja. Uh, Ja. mislim, jaz sploh ne vem, kaj bi o tej tekmi še kaj dosti povedal. No. Mislim, tisti, ki se niste videli, vsaj pogledajte si highlighte Luke, res se splača. Mislim, to je neverjetno. Pri Luki sem dobil že parkrat občutek med tekmo, da je naveličan, da je utrujen, da ne bo zmogel, ampak lej, trojka za trojko za trojko. Mislim, to je neverjetno. In to ne tiste trojke, odprt sem 3 metre okoli mene nobenega, tako kot so njegovi soigralci po njegovih podajah. Ne, tip meče, pade v avt čez roko, čez dve roki in še vedno zadane. Mislim, neverjetno res. Blaž, to je bil Q, da še ti kaj poveš, ampak ok, smo že Ja, dosti sorry, povedali. mutan sem bil, veš. Ok. Jaz sem sam, ja, začel sem lik razlagati, ne, da tudi procent oziroma uspešnost njegovih zadetih trojk zdaj v zadnjih tekmah, mislim, to je tudi noro. Res, da jih veliko zmeče, ampak a veš, na koncu, če ti mečeš trojke 9-17, ti lahko kdorkoli karkoli zameri. O, Marija, če bi mi dal 5-17, pa zmagajo, ti noben nič ne zameri. Videl sem video, kako Luka po tekmi sedi cel skrušen v njegovem sedežu in iz ustnice mu dalo prebrati, ko je rekel, I'm tired as shit. Mislim, Sej kdo mu verjamem, lahko mislim, to zameri, je, razumeš? bom rekel, to Ne? potovanje, pa to. Zmanjkalo ti je, Blaž, nekaj te mikrofonnega povezava. Ok, bomo počakali, da Blaž prije nazaj, oziroma da zrihta tisto, kar mu zdaj nagaja. Ja, Twitter, Reddit in vse ostale omrežja so zdaj polna, seveda, te tekme. Ta niz Lakersov je res neverjeten. Si nazaj, Blaž? Ja, mislim, da sem, ja. Ok. Drugače, to ni rekord po točkah v drugi noči zaporednih dveh tekem. Tega se še vedno lasti Booker, mislim, da je dal 73 pik Celticsom v drugi noči dveh tekem. Ne, oziroma to je bil Wilt. Ne, seveda, Wilt. Čim govoriš o rekordih, če ne Wilta zraven, je nekaj narobe. Mislim, da kakšno točko ali dve manj pa je dal potem Booker Celticsom. Tako da, če govorimo zdaj o aktivnih igralcih, je Booker potem pred Lukom, ki si je nesrečno zvil gleženj ravno danes, ko je vrgel za tri in poskušal pridobiti zmago za svojo ekipo. Stopil je Foxu na Supergo in se zvil gleženj. Upam, da ni nič hujšega, ker Sansi so mi res všeč to sezono in bi bilo res škoda, da zaradi poškodb potem tega vsaj ne kronejo s kakšno dobro borbo v play-offu. Ja, mogoče še ena stvar, ki jo lahko omenjava zdaj, ko greva proti koncu. Lakersi so zdaj s to zmago še malo zacementirali svoje mesto na tretji poziciji zahoda, zdaj imajo dve tekmi prednosti pred prvim zasledovalcem, ki je Minnesota. Zdaj vemo, včeraj tudi z zmago proti Houstonu sva že itak povedala, so si zagotovili tudi ta
tiebreaker proti vsem trem ekipam, ki jih lovijo za to tretje mesto. Tako mogoče te vprašam, a misliš zdaj do konca sezone, da jim bo ratal zadržati to tretje mesto, imajo zdaj dejansko vse karte v svojih rokah? Zdaj jaz, glede na to, kako zdaj igrajo, ne vidim, zakaj ne bi, ampak vseeno me zanima tvoje mnenje. Vsi tri ekipe, ki jih lovijo, imajo podobno težke naslednje tekme do konca sezone. Jaz se malo bojim za Lakers, da se bodo ugasnili do konca sezone, oziroma par tekem prej, ker igrajo res odlično obrambo in odličen napad, zelo dosti truda vložijo v vsako tekmo in dejansko igrajo playoff tekme. Jaz ne vem, kam, kam gor lahko še grejo od tega nivoja, ko so zdaj. Mogoče se motim, ampak boljšo košarko ne vem, če bodo igrali v playoffu. Uh, Sej po takem nizu je težko biti pesimist, ampak jaz se res bojim, da se nekaj zgodi ali okoli poškodbe ali okoli utrujenosti, ker to, kar zdaj kažejo, je dejansko nerealno. Mislim, zgledajo kot najboljša ekipa v celi ligi. Um, Steven A. Smith je seveda že govoril, da Lakersi so zdaj favoriti proti Oklahomi, proti Spursom, ne, on pač mora dati te hot take ven, zato da se govori o njemu kot jaz zdaj, ki sem prav budal, razumeš, ki govorim. Ampak, lej, mislim, ne vem, no, lej, te ljudje glasujejo za MVP-a, jaz tega še vedno ne morem preboleti. Ja, mogoče samo še to omenim, 12 tekem je še do konca rednega dela sezone, tako da zdaj smo na 70 tekmah. Mislim, za Lakers je kakšna ekipa, mislim, da ima kakšno tekmo manj, mislim, da Houston ima ene dve tekmi manj, ampak ostali so vsi tam zdaj že na 70. Tako da se pravi, kaj, 10 zmag rabijo na zadnjih 12 tekmah pod pogojem, da Ne, vsi ne, ostali mislim, da vse manj. zmagajo. No. Ne, sej to je Ja, bilo malo ja. za šalo, malo za res. Ja, lej, jaz mislim, da v zadnjem tednu bojo sigurno počivali. Jaz mislim, da zadnji teden bojo nekako bolj laganini igrali. No. Ampak ja, mene tudi skrbi, no, ker se vemo, lansko sezono smo na koncu gledali nekaj zelo podobnega. Igrali so fantastično in v obrambi, in vse res, da tista obramba, ki so jo takrat igrali lani, je bila izjemno, izjemno izčrpajoča, ker so ogromno prevzemali, bistveno več kot zdaj. Ogromen je bilo fizične obrambe, tako pač, kjer si mogel veliko laufati, in posledično se mi zdi, da to je tudi malo botrovalo temu, da so ugasnili v playoffu. Um, Sicer pa, ja, mislim, so zdaj nekje na podobnih takih trajektorijah in zato mene tudi mičken skrbi, ampak to je čist manjša skrb. No. Jaz sem vseeno optimist, da bo to vse skupaj pač šlo brez problema. Mogoče samo še povem, da v teh zadnjih 12 tekmah od recimo res nekih takih težkih nasprotnikov, proti katerim igrajo Lakersi, je mogoče Detroit, potem Oklahomo igrajo še dvakrat, Golden State, Phoenix. Tako da mogoče so tudi Cleveland je še tukaj vmes, imajo pa tudi nekaj lažjih tekem, kot recimo Brooklyn pa Washington, pa tudi Dallas, če hočete. Tako da imajo nek tak soliden razpored, no, če ne bi imeli teh dveh tekem z Oklahomo, ki pa tudi na tisti točki, po mojem, od aprila naprej mogoče celo ne bojo več tako zelo zagnani, glede na to, da si skoraj upam že trditi, da si bojo zagotovili prednost domačega terena. Ja, v komentarjih imamo Japlova, ki deli tvojo skrb. Pričakoval sem, da bodo Big 3 počivali, pa so jih spet spustili na igrišče. Lahko bi vsaj malo omejili igralne minute, da bodo lahko tudi zdaj igrali v play-offu. Lej, če je tekma, če se tekma lomi, če je rezultat tesen, jaz mislim, da noben igralec, še posebej superzvezdniki, ne bodo rekli coachu, hej, imam 30 minut, ne bom več igral, veš, tako 3 tekme v 4 dneh, vse v redu, lej, to je, če izgubimo. Normalno, da bodo hoteli igrati, ne, to so to so igralci, ki imajo radi košarko in radi igrajo. Ne. Drugače pa njihov razpored teh 12 tekem je res kar hud. V 24 dnevih igra 12 tekem, to je vsak drugi dan ena tekma.
v naslednjih 10 dneh pa dejansko igrajo 3, 4, 5, 6 tekem. Torej 1. aprila igrajo proti Clevelandu, to bo njihova 6. tekma od danes naprej. To je kar težek razpored in tudi nimajo ves čas samo lahkih ekip. In gledam zdaj, ja, da skoraj nobena ekipa ni taka, ki bi tenkala, veš, da bi igrali proti kakšnemu Brooklynu ali proti kakšnemu, ne vem, ok, proti Utahu igrajo zadnjo tekmo in to je to, tle bo Ja, lahko ne igrajo počivali proti vse. Brooklynu in proti Washingtonu O igrajo. Marija, oprosti, Brooklyn, Washington nisem videl. Ok, Ja, vse je to, hvala in to Bogu, back vse to je to. back, pa še doma igrajo proti obema, tako da to jim gre na roko. O, to jim gre na roko, super. Aha, 3 tekme zapored doma, Brooklyn, Washington, Cleveland, dobro je. Zdaj pa še tri tekme v gosteh, Orlando, Detroit, Indiana. O Marija, ta izlet po vzhodu jim bo pustil nekaj posledic, upam, da ne prehudih, no. Je nič, v redu, hvala Blaž, hvala vsem, ki ste nas do zdaj poslušali. Aha, še en komentar smo dobili. Miran pravi, da mora biti realen, ko vodita vidva, sama te podcaste so precej bolj poslušljivi in realni. Oprosti, Miran, kar nekaj podcastov ne sodeluje Matej, pa sprašuje po njemu. Mislim, on ima tudi svoje kvalitete, normalno. Vsak od nas ima neki. Tako da, ne vem, mislim, da je naša trojica tako precej različna, ampak smo se ujeli. Nič bila, še kakšne besede za konec. Ja, v bistvu hvala za poslušanje in upam, da nam znese, da se slišimo po tisti nedeljski tekmi proti Orlandu in upam, da bomo komentirali še eno zmago. Drugače pa sej, sva že včeraj povedala, danes zvečer Šeško, jutri Pogačar, tako da športa ne zmanjka, vrhunskih slovenskih športnikov ne zmanjka, tako da upam, da si vzamete čas pa jih pogledate. No. Jaz mislim, da tako, kot imamo zdaj v zadnjih nekaj letih vrhunskih športnikov na vrhunskem nivoju, ki nas razveseljujejo praktično na dnevni ravni. Mislim, da tega se že dolgo časa ne spomnim in res je užitek biti športni navijač. Ne nazadnje, mislim, da je ta vikend celo tudi Vikersund, tako da Domen Prevc bo sigurno tudi imel kaj zapovedati tukaj in ja, pač to sem hotel samo povedati, no, da je res dobro biti navijač Slovencev v tem trenutku. Ja, se strinjam, le jaz ne morem dočakati Pogačarja in njegov dvoboj proti Vanderpoolu, zraven pa gledam 60 pik Luke, mislim, to je niz, o katerem bomo še govorili. Kje si bil, ko je Luka dal 60 pik? Ok, mogoče bo stisnil za 73, ampak se veste, kaj mislim. Nič, v redu, hvala res za poslušanje, hvala vsem, ki ste prišli do sem z nami tudi na drugih platformah, YouTube in drugih. Se slišimo, upam, po Orlandu ali pa mogoče po še kakšni drugi tekmi. Do takrat pa uživajte v predstavah naših, kot je rekel Blaž, in se slišimo. Adijo. Adijo.